komemoracije za dan spomina na mrtve, razstava slik ob obletnici kulturnega društva, Aleš v Kalanu nov 5-letni mandat, nezadovoljni sanacijo vodotokov, po mesecu požarne varnosti, novo vozilo za PGD Spodnje Pirniče Vikrče za vrh, čarovnice na Starem gradu, metal stil na jubilejnem koncertu. Lepo pozdravljeni. Letos mineva 10 let, odkar je naša občina sprejela pravilnik o protokolarnih obveznosti občine Medvode in s katero je opredeljeno tudi polaganje občinskih vencev ob dnevu spomina na umrle. Polaganje vencev pomembnim občanom je opomin, da ne smemo pozabiti na pomembne vrednote in dosežke, ki so jih prispevali. Spominske slovesnosti nas spomnijo na pomen znanja, umetnosti, solidarnosti in družbenega prispevka. Spodbujajo nas, da se zgledujemo po teh posameznikih in sledimo njihovim korakom, da bi še naprej gradili boljšo družbo. Letošnje polaganje vencev se je pričelo pred rojstno hišo komandanta Staneta, kjer so venec položili občinski svetniki Zvonka Hočevar, Lado Vidmar in Milan Šobat. V ponedeljek se bodo člani Medvoške in Ljubljanske zveze borcev ter pirniški kulturniki ponovno poklonili spominu na legendarnega partizanskega komandanta, saj bo minilo 79 let od njegove smrti. Druga delegacija, ki so jo sestavljali Jožefa Rotovnik Jaklič, Danica Tršan in Dragan Đukić, je venec položila v spominskem parku v Gramozni jami Medvode. V parku, ki so ga odprli natanko pred letom dni in v katerem so prostor dobile obnovljene spominske plošče, ki so se v preteklosti nahajali na različnih objektih po občini. Osrednji spomenik padlim talcem v Gramozni jami pa je posvečen 25 talcem, ustreljenim na predvečer novega leta 1943, tako da bomo letos obeležili 80. obletnico tega žalostnega dogodka. Tretjo delegacijo sta ob podžupanu Levanu Marjascu sestavljala še Uroš Medar in Marjan Ulanec. Venec so 1. novembra dopoldne položili v Dovjem, na grob zavetnika naše občine Jakoba Aljaža. Ta je na Dovjem župnikoval od leta 1989 do svoje smrti leta 1927. Bil je zagovornik slovenstva, narodni buditelj in je sodeloval pri ustanovitvi Slovenskega planinskega društva, postavljal je slovenske planinske koče in postavil stolp na vrhu Triglava. Po desetletju tovrstnih spominskih polaganj vencev bi bilo morebiti ustrezno narediti korak naprej in vsako leto na eni lokaciji poskrbeti tudi za krajši kulturni program z nagovorom, ter na dogodek povabiti tudi občane. Na tak način bi počastili spomin na pomembne posameznike in tragična dogajanja iz preteklosti in obenem vzpodbujali k zgledovanju po teh posameznikih in razumevanju vrednot, ki nam pomagajo graditi boljšo družbo. Najbolj tradicionalno pa je polaganje vencev ob spomenike žrtev druge svetovne vojne pod okriljem Zveze borcev za vrednote NOB Medvode. Le da je bil letošnji protokol malo drugačen kot sicer. Delegacija je večino vencev položila že v ponedeljek, prav tako kot občinska delegacija ob spomeniku Francu Rozmanu Stanetu ob njegovi rojstni hiši, v počastitev 3 herojev in padlim med NOB v parku ob domu krajanov Pirniče, ob spomeniku padlim borcem v NOB v Valburgi, ob spomeniku postavljenim v spomin na prve talce ob golf igrišču v Smledniku, ob spomeniku padlim v drugi svetovni vojni na pokopališču v Preski, kjer je tudi spomenik padlim v prvi svetovni vojni, ob spominskem obeležju kurirjem v Studenčicah in še na običajni lokaciji na Topolu ob spomeniku padlim borcem in umrlim v taboriščih med drugo svetovno vojno. Mi smo se jim s kamero pridružili dan kasneje, torej 31. oktobra, na praznični dan, na dan reformacije in to ob spomeniku padlim ali umrlim med drugo svetovno vojno na Senici. Gre za tradicionalno prireditev organizacij KUD-a Franceleški Finžgar Senica in krajevne skupnosti Senica v sodelovanju z Zvezo borcev za vrednote NOB Medvode, tokrat z bistveno spremembo. Tradicionalno je namreč komemoracija ob dnevu spomina na mrtve potekala prav na praznični dan 1. novembra in kar nekaj časa je med sniškimi kulturniki tlela želja, da je prišlo do zamenjave termina. Venec k spomeniku padlim in umrlim v drugi svetovni vojni sta v imenu Medvoške borčevske organizacije položila Matevž Barle in Emil Doles, ki je zbrane letos prvič nagovoril tudi kot predsednik.
Izpostavil je dejstvo, da je spomenik padlim in umrlim v drugi svetovni vojni, na katerem je zapisano 12 imen, postavljen ob spomeniku kmečkim puntom, dvema pomnikoma boja za pravice slovenskega naroda proti istemu sovražniku. Proti Nemcem, ki so hoteli zasužniti Slovenijo, bili so seveda večina graščaki in tako naprej. In ta spomenik je bil postavljen, kakor vidim, ob 400 obletnici kmečkih uporov. Drugi spomenik pa predstavlja spet nadaljevanje, ko smo se pa Slovenci poenotili in se 4 leta borili, da smo se izborili samostojnost. Med drugim je prebral tudi odlomek iz knjige velikega zagovornika narodno-osvobodilnega boja Frana Seliškega Finžgarja Pod svobodnim soncem. Gorje narodu, če pognoji travnike z lastno krvjo, ne bo pasel svoj čredek po zelenicah. Sovrag pride in popase s tujo čredo. Sin, če od očeta vse pozabiš, če se ne domisliš niti gomile, kamor zasuješ moj prah, če se napotiš na jug, če odrine narod za soncem proti zatonu, ne pozabi teh besed. Velik bo Sloven, bival bo v mirnih hišah, rejene bodo njegove črede. Svobodno sonce mu bo svetilo leto in dan, če bo složen zebrati. Tako kot običajno je tudi letos na komemoraciji sodelovala godba Medvode pod vodstvom Roka Škorlja in domača vokalna skupina Funime Gale. Večji del kulturnega programa, ki ga je, tako kot običajno zadnja leta, vodila Mateja Jenko Medar, pa je bil posvečen pesniku Karlu Destovniku Kajuhu. Vlada je letos razglasila na pobudo Ministrstva za kulturo Kajuhovo leto. Tematika je zelo povezana s tem, kar praznujemo, oziroma se spomnimo tudi vseh padlih v vojni, tako da povsem primerna tematika. Ja. Vaša najljubša Kajuhova mogoče? Ja, verjetno tista najbolj znana, ne? Njegova Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Pesmi so recitirale še Francka Oblak, Karmen Maretič in Metka Jamnik. Slednji dve imata tudi izkušnje vodenja domačega kulturno-umetniškega društva, ki letos beleži 40 let delovanja. Vi osebno, kako ste vpeti v delovanje teh 40 let, najbrž zadnja leta bolj, prej pa tudi najbrž na kakšen način? Ja, v kulturno društvo sem že v bistvu od malih nog vpeta, prej kot članica otroške gledališke skupine, zdaj pa že kar skoraj 15 let kot tajnica društva in pa še pri različnih drugih aktivnostih, prireditvah, organizacij. Sniški kulturniki so praznovanje 40-letnice društva obeležili že spomladi z obiskom Doslovč, Finžgarjevega rojstnega kraja. Nadaljevali pa tokrat z odprtjem razstave fotografij. Ko smo za 40-letnico KUDA izbirali slike, smo videli, da je fotografija na dogodku zelo pomembna. Zakaj? Zato, ker smo za kakšne dogodke iz preteklosti zelo težko dobili slike. Ker so se izgubile ali pač ni jih bilo. Se pa trudimo zdaj za naprej, pač arhiv delati tako, kot se zagre, da vsak dogodek poslikamo, pa tudi slike shranimo. Koliko je torej teh izbranih fotografij in kateri so tisti dogodki, mogoče, ki so bili res dobro obeleženi? Vseh fotografij je 15, razdeljene so pa po sklopih, in sicer na kulturne dogodke, na dogodke, ki se dogajajo skozi leto, pa potem še na dogodke, recimo, kot je bila zadnja obnova sejne sobe, pač stvari, v bistvu tako rekoč infrastrukture, ki jo kulturno društvo tudi rabi za svoje delovanje. Rekli ste stare fotografije, pa bom vprašala, koliko teh je vaših? Mislim, da so 4 ali 5, no, se pravi, vse ostale so starejšega datuma. Jaz zadnjih dobrih 10 let fotografiram te stvari. So pa tiste stare, se mi zdi zanimivejše, zato ker zdaj vidimo ljudi na njih, ki jih poznamo mogoče kot starejše, pa so bili takrat še zelo mladi, pa se jih ne spomnimo in imajo tudi zelo veliko vrednost. 15 fotografije, menda ste nekakšni tudi vi? Ja, sem, 15 fotografij, ja, kot je že Peter povedal.
so malo po sklopih, najprej iz igralskih odrov, potem dogodki skozi leto v različnih praznikih, pa druge sekcije našega društva in večje prireditve in pa naša vpetost v kraj sam. Rekli ste na fotografiji, pa v kakšni vlogi ste bili na tej fotografiji? Ja, na fotografiji sem v vlogi igralke pri verigi, na katero smo izredno ponosni. V bistvu je to naša rdeča nit vsega dogajanja. Vsako desetletje se odločimo je ponoviti. Se je dogajalo v naših krajih po resničnih dogodkih, tako da se nam zdi, da to kulturno dediščino moramo ohranjati. Ustanovni občni zbor Kuda je bil 16. novembra 1983. leta. Želja kulturnikov, ki so bili močno aktivni ves čas po vojni, je vendarle bila, da se ustanovi samostojno društvo, ki bi razvijalo kulturno dejavnost na Senici in vanjo aktivno vključila mladino. Prvi predsednik je postal vsestranski, žal že pokojni Zdravko Veber z Ladje. Tako ime društva so izbrali, ker je bil pisatelj in duhovnik Franc Leški Finžgar na poseben način povezan s Senico, saj je bil seznanjen z dogodki, ki so bili podlaga za njegovo igro Veriga. Praznovanje 40-letnice Kuda bodo nadaljevali na predvečer ustanovitve v sredo 15. novembra zvečer in to v kulturnem domu Medvode, saj bi bila dvorana v domu krajanov na Senici bržkone premajhna. Na tej prireditvi se bodo predstavile različne naše skupine, se pravi odrasle gledališka skupina, otroška gledališka skupina, vokalna skupina Foni Megale. Predstavili bomo tudi druge prireditve in pa sekcije našega društva, tako da nekako se bomo predstavili vse to naše delovanje, kar počnemo, kako se prikazujemo tukaj v našem kraju. Na odru se bo zvrstilo koliko ljudi? Ja, na odru verjetno malo manj, zato smo se odločili, da bomo posneli tudi en tak krajši video posnetek, kjer bodo kakšno besedo o preteklosti, kakšno anekdoto povedali tudi člani, ki mogoče zdaj niso več tako aktivni, tako da, ne vem, kakšna številka tam okrog 30 pa zagotovo, no. Rekli ste, kakšno anekdoto, je kakšna prav posebna, ki vam je ostala v spominu? Ja, vsako leto se spomnimo recimo pri verigi, ko nastopa tudi Petelin, ki da svoje življenje za to igro, ampak da da samo en petelin to življenje, ga damo potem ta čas v skrinjo, da cel teden zdrži. In se je zgodilo že večkrat, da smo ga prepozno vzeli ven in potem je bil ves trd in tako in smo ga greli, da je bil nekako bolj gibljiv za nastop. V foto-video sekciji prav na to temo, torej praznovanje 40-letnice kulturno-umetniškega društva Franc Leški Finžgar Senica, pripravljajo tudi koledar za leto 2024. Sedaj pa še k ostalim novicam. Na zadnji redni seji, 7. v tem mandatu, prejšnjo sredo, so občinski svetniki soglasno dali soglasje k imenovanju Aleša Kalana za direktorja javnega zavoda Sotočje še za en 5-letni mandat. Ta se je začel z včerajšnjim dnem. Bil je sicer edini kandidat in kot je bilo razbrati iz razprave, je tudi sam kolebal, ali bi kandidiral ponovno ali ne. Na vprašanje občinske svetnice, predsednice sveta zavoda Sotočje v prejšnjem mandatu Katarine Galov, kaj ga je vendarle nagovorilo, da se je odločil za ponovno kandidaturo, je namreč odgovoril sledeče. Hvala za vprašanje, pa tudi bom odgovoril, zakaj sem se na koncu odločil, ampak ste imeli pa vsajnega kandidata. Lahko bi kvečem rekel, zakaj sem kolebal, oziroma zakaj sem razmišljal, da se ne bi odločil, ampak ne vem, če bi zdaj o tem. Če smem jaz sam predati, članica občinskega sveta zelo prijazno vprašala, zdaj izgleda tako, da direktor ni imel možnosti, da sploh lahko odstopi ali pa pristopi. Nekako tako se počutim. A smem prekiniti, pa bom seveda, ker izvolite, ja. Ker v končni fazi sem imel na koncu kljub vsemu podpore občinske uprave, sveta zavoda, občinskega sveta, zaposlenih in sem se pač odločil še enkrat. Dejansko je bila kandidatura Aleša Kalana tokrat edina kandidatura, ki jo je v presoje prejel svet zavoda, ki mu v tem mandatu predsednikuje svetovalec župana Matej Osovnik. Spomnimo, v preteklosti je svet zavoda za to delovno mesto prejel tudi že po 11 kandidatur in res je, da vseh 11 tudi označil za neprimerne. Svoje zaskrbljujoče
da se nam konstantno zadnjih 2-3 leta dogaja, da na funkcionarske pozicije praktično ne dobimo več kandidatur. Ne gre samo za direktorja javnega zavoda Sotočje, pomislite, mislim, da smo na eni zadnjih sej se pogovarjali v knjižnici, kadar imamo, hvala za župana, to je bilo malo dlje nazaj, točno tako, ampak tudi, ko govorimo o ravnateljih, veste, da imamo največkrat samo po eno, dobro ste gospod Čoba, to bo grunto, res. Jaz sem bolj ravnatelj imel v mislih, ampak dejansko, se pravi, imamo verjetno tudi kot družba neko težavo, na katero bo enkrat treba odgovoriti. Tudi plača se bo lahko z novim mandatom povišala in se postavila ob bok plačam ostalih ravnateljev oziroma direktorjev javnih zavodov. Me je že župan opozoril, da bomo zdaj začeti tudi kravate nositi, pa rekel. Povedal sem mu, da nad 50 plačilnim razredom mu to pripada. No, potem pa še ni potrebno, ker nisem še nad 50. Spomnimo, škofjeločan Aleš Kalan je v takratni javni zavod za mladino in kulturo prišel že leta 2013 kot vodja programov, nadaljeval pa kot vršilec dolžnosti direktorja zavoda z nalogo, da ga finančno sanira. Zavod za kulturo in mladino se je leta 2015, seveda po odločitvi občinskega sveta, najprej pripojil k javnemu zavodu za šport in turizem in se nato preoblikoval v enoten javni zavod za šport, turizem, kulturo, kulturno dediščino in mladino ali na kratko javni zavod Sotočje. Združevanje naj bi imelo tako pozitivne finančne, predvsem pa sinergijske učinke na področju marketinga, pridobivanja državnih in evropskih sredstev, kot tudi pri razvoju vseh dejavnosti. Kalan pa se takrat ni odločil, da bi prevzel direktorsko funkcijo, niti se ni prijavljal na razpise, ki so sledili. Leta 2018 pa se je na povabilo občinske uprave vendarle vrnil v zavod Sotočje, najprej kot vršilec dolžnosti, nato pa kot direktor s polnimi pooblastili. Jaz mislim, da je Aleš najboljša izbira, ki smo jo, ne samo ki smo jo imeli, ker druge ni bilo, ampak glede na to, kako pač naš javni zavod dejansko ima eno široko področje delovanja, se mi zdi, da en človek, ki je relativno nepristranski do vseh področij delovanja, da je to precej pomembno. No. In da to, kar je včasih tudi jedro glasnih razprav na relaciji ustanovitelj javni zavod, okrog tega, da je pravzaprav direktor dostkrat samo finančni menedžer, da zadeve spede čez, verjetno v tako kompleksnem zavodu je to precej normalno. Že sicer so bili občinski svetniki Alešu Kalanu zelo naklonjeni. Predvsem so pohvale letele strani 2 članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stanislava Vlanca in Uroša Medarja, torej strani tistih, ki so imeli priložnost slišati tudi za morebitne zadržke ob ponovni kandidaturi. Izpostavila sta širitev programa, kadrovsko podhranjenost in premalo proračunskih sredstev. Razumem, da smo bili v situaciji, ki je bil COVID, pa je energetska kriza, pa poplave in podobno. Proračun vem, da je omejen, mi naredimo s tistim, kar dobimo maksimalno. Gremo na 5 strokovnih svetov, kjer predlagajo, kateri programi so prioritetni, potem gremo na svet zavoda, tam se odločimo, kaj naredimo, potem se uskladimo z občinsko upravo, vi ste pa na koncu v bistvu tisti, ki odločite, kakšen proračun. Župan je ob tem ugotavljal, da občina Medvode že sicer vodi zelo konzervativno politiko zaposlovanja. V primerjavi z enimi občinami, ki so celo precej manjše od nas, izrazito odstopano. Kar je mogoče bil tudi eden od unih argumentov, ko smo tiste bolj varčne občine rekli, da mogoče ni to najboljši ponder, ker potem nagrajuješ une, ki malce bolj razsipno delajo. Tako da tukaj pač skušamo najti neko srednjo pot. Se pravi, ne izključujem pa, da mogoče javnemu zavodu še kakšno zadevo dodatno damo. Ampak ne mislim nič slabega, mislim o tem, da pač eno je, da tistemu oslu, ki vleče, nakladaš, in imamo tudi kakšen javni zavod, ki je bolj, da bomo še kaj vzeli. Po drugi strani pa res dejansko neka filozofija javnega zavoda Sotočje je pokrivanje vseh družbenih dejavnosti. Pred 2 letoma so se občinski svetniki namreč odločili, da javnemu zavodu Sotočje zaupajo še področje sociale. Prav storitev pomoč družini na domu pa je storitev, za katero so občinski svetniki tudi na tokratni seji izrekli največ pohval.
Milana Šobata je zanimalo, zakaj je o soglasju k imenovanju Aleša Kalana za direktorja javnega zavoda Sotočje predhodno razpravljala le komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in ne tudi odbor za družbene dejavnosti, tako kot je bila to praksa v prejšnjem mandatu, predvsem ob imenovanju ravnateljev. Enoznačnega odgovora ni dobil pa je mnenje, da bi to prakso veljalo ohraniti. S tem pa se je odprla tudi dilema, kdo je tisti, ki sklicuje seje odborov in komisij. Podobna dilema se je med drugim porodila tudi na odboru za kmetijstvo in gozdarstvo. V teoriji je to predsednik odbora ali komisije, kot je zapisano v poslovniku. Praksa pa je, vsaj tako je bilo razbrati iz razprave, običajno drugačna. Sklicuje jih res da predsednik, vendar na pobudo občinske uprave županom na čelu, ki oblikuje dnevni red posamezne seje občinskega sveta in s tem odpira tudi teme, do katerih ne bi se predhodno opredelili odbori in komisije. Zavod Sotočje upravlja številnimi nepremičninami, med drugim športno dvorano, nordijskim centrom Bonovec, s turistično-informacijskim centrom, rojstno hišo Jakoba Aljaža, s kulturnim domom Medvode, s kavarno in vadnico. Že sicer skrbi oziroma naj bi skrbel za vse spomenike kulturne dediščine, v najemu ima tudi klub Jedro in prostore za storitev pomoč družini na domu v pristavi v Goričanah. Od leta 2017 dalje pa upravlja tudi s kopališčem Goričane in nogometnim igriščem, ki sta bila ob avgustovskih poplavah močno prizadeta, in zadnja leta tudi z drsališčem. Za slednjega je Milan Šobat predlagal, da ga letos ne bi bilo. Pri takih stroških, ki jih imamo po teh ujmah pa takih stvareh, jaz mislim, da se čisti z lahkoto in z lahkim srcem odpovemo temu. Ne glede na to, koliko je otrok tam, kad mi imamo Bonovec, imamo gor, lahko izratrakiramo tudi za sankališče, naredimo in drsališče je po mojem mnenju toliko primanjkljaju denarja brezsmiselno. 50.000 evrov dati za neko drsališče za 3 mesece se mi pa zdi malo prehuda. Da je zadeva bržkone že predaleč zapeljana, je bil sicer neuraden medklic, uraden odgovor bi lahko podal Aleš Kalan, ki pa ga pri tej točki vprašanja in pobude razumljivo ni bilo več na seji. Podobno bi najbrž veljalo tudi za Šobotovo vprašanje o sanaciji športnih objektov po poplavah, tudi nogometnega igrišča, ki je v občinski lasti in v upravljanju prav tako javnega zavoda Sotočje. Kot je pojasnil župan Nejc Smole, objekta, ki je bil v poplavah v celoti poplavljen, po vseh ocenah ni smiselno obnavljati oziroma je strošek obnove praktično enak rušitvi in nadomestni gradnji. Pričakovati, da bi pridobili gradbeno dovoljenje za nadomestno gradnjo, pa je, glede na to, da je to poplavno območje, skoraj da iluzorno pričakovati. In še, da je vse odvisno od državne tehnične pisarne, katere prihod v Medvodah še čakamo. Če ne bo dovoljeno nič, v skrajni sili bomo pač samo obnovili to, kar je. Zato smo to škodo prijavili. V vsakem primeru se občinska uprava nagiba k temu, da vsaj zelenico do te mere saniramo nogometno, da bojo pač lahko, ker zdaj jo treba sanirati, zato da marca sploh bo, kaj drugega kot koruza. Glede same stavbe nas pa obhajajo resni dvomi. Če bo zdaj državna tehnična pisarna rekla, da tega ne moremo, potem imamo v glavi že tudi B scenarij, ki ni sicer nobena teorija zarote, ampak ga niti ne upam razlagati, ker dokler nam oni ne povejo, kaj ja in kaj ne. Prva žrtev različnega tolmačenja oziroma strahu pred poplavami je na primer že načrtovano teniško igrišče na drugi strani Sore v novem športnem parku, saj direkcija za vode nasprotuje izdaji gradbenega dovoljenja, češ da gre za poplavno območje. Zato bo potrebno kar nekaj dodatnega dialoga. Na seji sveta je bilo prav na račun sanacije oziroma nesanacije vodotokov v naši občini izrečeno kar nekaj krepkih besed. Urejanje vodotokov je v pristojnosti države in stanje okrog odstranjevanja naplavin je župan Nejc Smole označil za katastrofalnega. Ampak katastrofalno je verjetno najbolj politično korekten izraz, ki ga lahko uporabim za to, da niso naredili nič, ampak nič. Jaz mislim, da od 212 občin v tej državi ni ene občine več, ki bi imela še vedno na današnji dan noter avto v reki Savi.
Razen tistega, kar je naredila občina Medvode na Lučnici in potem ena igrača, ki se je valjala noter 14 dni, da je vzpostavljala pretočnost po reki Lučnici tako, da je zlagal levo in desno pesek, ki ga je verjetno pol včeraj že spet nazaj dol pripeljalo. Ni bilo narejenega na državnih vodotokih nič. Pa naj si gre za vodno območje Zgornje Save, kamor sodi Sora s pritoki, ali pa Srednje Save od Sotočja dalje. In še, da je občina Medvode na portalu e-vode, kjer so urisana področja, kjer ne bi država vršila sanacija vodotokov, tako rekoč slepa pega. Jaz danes celo noč nisem spal, ker sem celo noč gledal tega bobra, ali kaj tisto, koliko bo imela Sora pretoka in koliko bo imela Sava pretoka. Pri 150 kubikih Sore, ki smo imeli, vse sami veste, poglejte, no, tudi enega debla ni nobeden iz državnega vodotoka prvega reda vam potegnil. In še, da je vse, kar je bilo na sanaciji vodotokov narejenega, naredila civilna zaščita in ljudje oziroma občina. Slednja je financirala tudi sanacijo Rakovniškega potoka spodaj, saj državni koncesionar menda ni zadolžen za odstranjevanje naplavljenega mulja, ampak zgolj peska. Spomnimo, država je na področju naše občine sicer prijavila na vodotokih za 10 milijonov evrov škode. Torej toliko, kot jo je občina za vso škodo na infrastrukturi in ostalih objektih v lasti občine. Ampak tisti, ki že 30 let ne delajo svojega dela na vodotokih, tudi zdaj, v Medvodah 12. teden po poplavah, črički, nikjer nobenega. Jaz nisem bil poplavljen, ampak tisti, ki so pa bili, si pa predstavljam, da po noč hudičev razmišljajo vsakič, ko gre dež, a jih bo spet zalil ali jih ne bo. Zato je na tokratni seji že apeliral na svetnike, da sprejmejo neko skupno stališče in ga posredujejo na pristojne. Že 14 dni si dopisujem take maile, da to ni nivo, kakšne maile se mi izmenjujemo. Jaz ne vidim več druge variante, kot da gremo s tem v medije. Že sicer napoveduje, da bodo vse klice krajanov preusmerili na direkcijo za vode. Naj pridejo k nam. Pa naj se soočijo z ljudmi v Vikrčah, ki so bili poplavljeni do prvega štuka. Pa naj jim povejo to, kar je bilo včeraj menda rečeno na sestanku, da nismo prioriteta. Prav, pejte, kaj pa ljudem povete, da nismo prioriteta, ko bo spet naslednjič imela Sava, se jih ne imela 2000, ampak dosti bo zdaj že, da jih ima 1300 pretoka, pa bomo na istem. In še, da je pobuda, ki jo je predstavil tudi predsedniku vlade ob obisku Medvod, da naj bi občine same prevzele upravljanje z manjšimi vodotoki, kot je Lučnica, Beli potok, Prešnica, Mavelščica s pritoki ali Bošnica, doživela podporo strani občin, ki delijo enako usodo in žal veliko nasprotovanje stroke. To so vse taki potoki, kjer bi lokalne skupnosti skupaj z ljudmi v resnici naredile veliko več, kot bo država kadarkoli. Edina dobra novica pa je, da je občina končno dobila povrnjene vsaj intervencijske stroške. Gre za kritje tistih stroškov, ki so nastali zaradi reševanja najprej življenj, potem premoženja in varovanja infrastrukture. Največ je bilo stroškov dela, opravljenega ob in na vodotokih ter cestah in plazovih, ter za stroške vseh pogodbenih izvajalcev, več kot 30 jih je bilo, ki so ob tem pomagali. Ker je bil aktiviran državni načrt, se je občina rešila vse bremena refundacije plače prostovoljnim gasilcem ob njihovi odsotnosti z dela. Država je odobrila za dobrih 660 000 evrov. O tem, kako pomembni so gasilci, se zlasti zavemo ob različnih nesrečah. V letošnjem letu so, kot rečeno, našo občino še posebej zaznamovale avgustovske poplave. Mesec oktober pa je kot mesec požarne varnosti tudi tisti mesec, ko se opozarja na preventivne aktivnosti, s katerimi preprečujemo požare. In ob tej priliki gasilski prostovoljci za občane pripravijo številne aktivnosti. O nekaterih smo že poročali v prejšnjih informativnih oddajah, tokrat pa sledi poročilo z dneva odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Sora, ki so se krajanom predstavili v soboto 22. oktobra. Kako pomembni so gasilci za krajane Sore in okoliških vasi, se je izkazalo zlasti ob avgustovskih poplavah, pa potem na njihovi tradicionalni gasilski veselici. Svojo podporo pa so izkazali tudi na letošnjem dnevu odprtih vrat. Danes v Sor predstavljamo že kar malo tradicionalno uporabo defibrilatorja, prikaz gašenja z gasilniki, prikaz gašenja iz gasilskih vozil domačih. Povabili smo pa tudi kolege iz Žabance, ki imajo ravno nov avto,
da nam ga pridejo predstaviti. To vozilo je takšno, ki bi ga želeli imeti tudi vi? Ja, res je, tudi mi se pričakujemo v naslednjih 2 letih menjavo našega GVC-ja, tako da je zanimivo, vidimo, kaj je novega, kaj se da narediti, kaj je na trgu, tako da se spogledujemo z novim vozilom. Ja. Dan odprtih vrat pa so namenili predvsem predstavitvi dejavnosti, ki jih lahko občani pred prihodom njihove pomoči pričnejo izvajati že sami in je zato koristno, da jih gasilci na to opomnijo in opozorijo, kaj je potrebno storiti, ko pride nesreča. To so tiste stvari, ki lahko sami občani, krajani sami največ naredijo mogoče v prvi vrsti, ker še ni gasilcev. Tako da je fajn, da se mogoče spoznajo s tem stvarmi, da se naupajo približati ognju, pa da znajo tisto prvo minuto sami največ narediti, če se da. In kaj torej lahko naredimo, ko pride do požara? V kuhinji moramo vedeti, kaj gasimo, to se pravi, če imamo požar olja, da pravilno postopamo. Če kaj drugega zagori, moramo poznati te stvari, no, tako da otroci že od majhnega dobijo občutek, da lahko tudi to sami naredijo. No. In kaj boste zdaj pogledali? Zdaj bo oživljanje, a ne? Ja, zdaj bomo oživljali. In vidva sodelujete pri gasilcih tudi v Sori? Ja. Kaj počnete, kadar ste recimo poklicani, da imate vaje? Kaj delate na vajah? Vadimo, pa gasimo kakšne... Gasimo z bretačev, gasimo tarče in ciljamo. In a lahko vse stvari, vse požare gasite z vodo? Da vidim, kaj ste se naučila. Ne? Česa pa ne smemo gasiti z vodo? Elektrike, pa plinov, pa živlo. Če bi prišlo do velikega požara, kaj bi pa vidva naredila? Če ga ne bi mogla sama pogasiti? Bi poklicali gasilce. Jaz tudi. Kam pa pokličemo gasilce? Na 112. Sodobni časi in več preventive, tako pri gradnji, urejanju okolja, so pripomogli k zmanjšanju števila požarov, a seveda je največ odvisno od narave. Kaj torej gasilci v teh časih najbolj potrebujejo? Na našem območju lahko rečem, da teh intervencij ni več toliko. Imamo v zadnje čase bolj te tehnične intervencije v teh zadnjih ujmah, poplavah, tako da moram reči sreči ne. No. Mogoče v tem mesecu gasilcev potem tudi malce preverite vašo opremo, kako ste, kakšno je stanje, imate česa premalo, ste ob zadnjih intervencijah ugotovili, da bi kaj česa rabili več? Vsaka intervencija je zase malo posebnost in vsakič rabiš določeno orodje, specialno. V poplavah rabimo potopne črpalke, motorne črpalke, vreče, take zadeve, ob žledu smo rabili motorke, tako da to je zelo specifično. Vsega se zavedamo, da ne moramo imeti. Je pa tisto najnujnejše, pa moramo imeti prskavljeno v domu. Kadar greste na teren, mogoče najbolj občutite odziv krajanov, kako ste sprejeti gasilci v Sori? Moram reči, da zelo pozitivno, zelo so nas veseli, sploh to smo zdaj videli v času poplav, ker so tudi sami krajani ogromno naredili, ogromno pomagali, tako da jaz mislim, da bo tako tudi v prihodnje in upam, želim si. No. Kako pa je sicer s članstvom? Imate dovolj operativcev, imate dovolj podmladka, ki vas bodo nasledili? Podmladka imamo ogromno, manjka se pa tiste vmesne generacije, ki se morajo odločiti, ker ratajo fantje, moški, punce, ženske, rabimo, to se pravi operativne gasilce. Jaz mislim, da ne samo v Sori, da je to problem nasplošno v gasilstvu. Ljudje pač morajo priti zraven, žrtvovati tisti čas za gasilsko dejavnost in jaz upam, da bojo se še kakšen najdu, pa nam priskočil na pomoč. Dogodki, kakršne so bile poplave in plazovi v avgustu, so seveda tisti, ko se zavemo, kako pomembna je pomoč gasilcev in pa tudi vzpodbuda za krajane, da pristopijo v društvo. Ja, to sem opazil glih med zadnjim poplavam, je kar nekaj fantov, moških, ki so pristopili k nam in kako pa zdaj jaz ratam tudi gasilce, jaz bi tudi rad pomagal. Tako da pričakuje se zdaj v kratkem tečaj za pripravnika gasilca in jaz upam, da bomo dobili še kakšnega iz vasi, ker do zdaj še ni prišel gasilski dom.
Tovrstna pobuda je zagotovo odlična za pridobitev aktivnih članov, ki bodo spričo nestanovitnega vremena še kako dobrodošli v teh koncih. In ne bodo samo gasilci, ampak nadvse dobrodošla pomoč ob vseh morebitnih intervencijah. Tako kot v Sori so tudi v Vikrčah gasili požar v kuhinji in nad prikazom navdušili predvsem otroke, ki so v soboto 22. oktobra svoje spretnosti lahko preizkusili tudi na ziplineu ter pokukali v tam razstavljene gasilske avtomobile in opremo. Eno najbolj raznolikih predstavitev svoje dejavnosti so pripravili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Pirniče Vikrče za vrh. Živahno je bilo na poligonu v Vikrčah, ko se je zbranim gasilcem in sokrajanom, ki so jih obiskali, pridružila naša ekipa. Gasilci so se resnično potrudili in predvsem družinam popestrili lepo in sončno sobotno dopoldne. Našim krajanom predstavljamo opremo, s katero razpolagamo, predvsem pa tudi za otroke smo pripravili tamle popestritev z ziplinom, tako da se lahko spuščajo po špagi, potem prikaz gašenja požara v kuhinji in pa prikaz oživljanja osebe, katero je doletel srčen zastoj. Prizorišče na travniku je bilo idealno za postavitev improvizirane kuhinje in požara v njej, ki so jo z velikim zanimanjem spremljali zlasti najmlajši. Tukaj imajo gasilci prikaz gašenja požara v kuhinji, pa sem videla, da če gasijo z vodo, kaj se zgodi? Se poveča. In si se potem kaj naučila, recimo, če bi pri vas doma v posodi zagorelo, kako moraš ukrepati? Da bi pokrovko dala na lonec ali pa bi servetom čez pokrila. Če bi se pa požar razširil, pa veš, kaj moraš storiti? 112. Poanta predstavitev torej ni le popestritev dneva odprtih vrat, temveč predvsem pokazati občanom, kako si sami lahko pomagajo, ko jih doleti nesreča. Najbolj pomembno je, da tega požara ne gasimo z vodo. Gasimo ga tako, da posodo prekrijemo s pokrovko ali pa z mokro krpo. Bog ne daj pa, da na to posodo polijemo vodo. Za otroke ste pripravili zipline, zakaj pa zipline koristi gasilcem? Ja, koristi nam predvsem pri tem, če je treba kakšno osebo reševati iz višjih nadstropij stavbe. No? Če nimamo lestve, pač rešujemo preko vrvne tehnike. Na ogled so postavili tudi nekaj svoje opreme, ki jo najpogosteje uporabljajo pri svojem delu. Ja, v našem društvu uporabljamo najpogostejše opremo za gašenje in opremo za lažje tehnične intervencije, kot mogoče odpiranje vrat ali pa ročno orodje. No. Bo pa to skozi bolj pogosto, no, te tehnične intervencije. Požarov je relativno malo, čeprav smo imeli letos, lahko rečem, največji požar v zgodovini našega društva na našem požarnem okolišu. No. Govorim za kmetijo Mis. Se je takrat izkazalo, da recimo kakšne opreme, ki bi jo nujno potrebovali, da je nimate oziroma jo imate premalo? Opreme na začetku ni manjkalo, smo jo pa tudi tam precej uničili. Predvsem cevi, tlačne cevi in pa ročnike. No. Na ogled so postavili tudi svoj sicer skromni vozni park, ki na dan odprtih vrat še ni bil obogaten z novim vozilom. Trenutno so v uporabi vozilo za prevoz moštva, potem gasilsko vozilo GV1, to pomeni vozilo za prevoz moštva in pa opreme, in pa GVC 2470 pomeni gasilsko vozilo s cisterno z vodo. Kako ste pa sicer s članstvom zadovoljni, dovolj članov podmladka? Pri nas se stvar zdaj močno popravlja, predvsem po teh večjih intervencijah, ki so bile v avgustu pa septembru, so krajani videli, da gasilci nismo kar tako. In tudi otroci so se začeli, se lahko pohvalim, začeli aktivno včlanjevati v društvo. Tako starejši oziroma tako članska generacija, kot tudi generacija otrok. Bodite previdni, preventiva naj bo na visokem nivoju, takrat, ko nas boste potrebovali, pa lahko vedno računate na našo pomoč. Žal je bilo takšnih intervencij za člane prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Pirniče Vikrče za vrh res izjemno veliko. Od avgustovskih poplav, ki jim žal sledijo še jesenska obilna deževja, do največjega požara v njihovem okolišu. Takrat bi jim prav prišlo novo vozilo, ki so ga prejeli nekaj dni po dnevu odprtih vrat.
Gasilsko vozilo GVV-1 je manjše vozilo za prevoz moštva 8 gasilcev z opremo za gašenje in reševanje s kapaciteto vode vsaj 600 litrov, s katerim bodo v društvu nadomestili dosedanje več kot 20 let staro vozilo GV-1. Vozilo in oprema sta klasična po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. V vozilu je nameščena dodatna oprema za primer poplav, in sicer dodatna potopna črpalka večjih zmogljivosti, pivniki za vpijanje oljnih in naftnih madežev, močnejši generator za proizvajanje električne energije ter dodatno ročno in baterijsko orodje za tehnične posege na samih intervencijah. Pogodbena vrednost za vozilo je znašala skoraj 265 tisoč evrov z DDV-jem, od tega skoraj 186 tisoč evrov iz občinskega proračuna, ostalo skoraj 80 tisoč evrov pa bo moralo društvo prispevati samo. Občina je na javno naročilo prejela le eno samo ponudbo podjetja Rosenbauer, ki je sicer največji svetovni proizvajalec gasilskih vozil. Novo vozilo pa se je že takoj v petek izkazalo kot pravilna in pametna odločitev, saj je v Vikrčah posredovalo na 2 intervencijah. Na srečo smo ta petek reševali spet le premoženje, ne pa tudi človeških življenj kot v avgustovskih poplavah. Pretekli petek je klub Jedro ponovno pokal po šivih, za kar so poskrbeli medvoški težkometalci Metal Steel in njihovi zvesti podporniki. V letošnjem letu so izdali že 8. studijski album z naslovom Spomenik, s tokratnim koncertom v klubu Jedro pa so se poklonili 20. obletnici svojega prvega albuma Usoda in 18. obletnici albuma Taste the Sin. Ob tej priliki pa so izdali še zadnji album Spomenik na vinilki. Na odru so se jim tokrat pridružili številni gosti, ozračje pa so dodobra ogreli ponovno obujeni medvoški trešerji Classified. Metal glasba je doma v Medvodah in zato že več kot 20 let skrbi medvoška zasedba Metal Steel. Da je temu res tako in da po 2 desetletjih to še vedno drži kot pribito, je potrdil nabito poln petkov jubilejni koncert, tam, kjer se počutijo najbolje, v domačem klubu Jedro. Koncert je bil odličen. Ja, jaz bi isto rekla, ne, top je bilo, res nostalgično in lepo je bilo pri srcu. To je dobro, nostalgično, ja, tudi. Lušta. S koncertom so se poklonili 20-letnici izida prvega albuma Usoda in polnoletnosti drugega albuma Taste the Sin. Zgodba Metal Steel se je pričela sicer že leta 1999, za svoj uradni začetek pa štejejo nastop na Schools Out festivalu v Medvodah v letu 2001. Po nekaj rošadah v zasedbi so 2 leti kasneje izdali svoj prvi studijski album s takrat novo bobnarko Dašo, ga kar 2-krat razprodali, zasedba v sestavi Rok Tomšič kitara, Matej Sušnik bas, Beni Kic vokal in kitara ter Daša Trampuš bobni, pa je nato ostala nespremenjena in zvesta svojemu poslanstvu vse do danes, polnih 20 let. Kaj se je zgodilo v teh 20 letih? En kup enih plat, veliko koncertov, pa marsikaj tako v življenju nasploh. Pač skupaj z bendom smo se postarali, naše plošče so naš dnevnik v bistvu na nek način. Tako da je res nek v bistvu fenomen, da smo še ostali skupaj, pa da se isto na tak način čutimo, kakor smo se v bistvu v osnovni šoli. Osebno da drugač, vibe, da je vredno živeti. Pač pozabiš včasih v vseh službah in vsem tem, ko se pač malo ukalupaš in pol pač muzika nam vsem pomeni največ na svetu. Ko dobimo ta feeling nazaj, je res to je to. Začeli ste pri 11, 12, 13 letih. A ste si takrat predstavljali, da boste začeli nekaj takega, ki bo po skoraj 25 letih še vedno tukaj in kar bo še vedno v Sloveniji orali ledino, kazali pot naprej? Meni osebno ja, ker pač med nami je bila vedno neka energija, vedno je nekdo drive naprej oziroma pač furil naprej, da smo vedeli, da ne bomo zaključili in jaz mislim, da nikoli ne bomo, pač ker smo res kot ena velika družina. No. In prav ta razširjena družina prijateljev benda je tokrat poskrbela za kar nekaj prijetnih presenečenj. Že pred koncertom so izobesili 3D ročno izdelan emblem Metal Steel zmaja, vmes ponosno vihteli z Metal Steel logotipom ozaljšanimi zastavami občine Medvode v publiki,
Ob koncu pa bend počastili še s torto. Res smo hvaležni vsem tem presenečenjem, ker v bistvu smo mi mislili, da bomo presenečenje za folk pripravili, bilo je pa na koncu pol še obratno, tako da hvala vsem še 100-krat. Uvod v večer praznovanja je sicer pripadel posvetilu prvemu albumu Usoda z naslovno skladbo Darkarca, ki je sledila še naslovna skladba z drugega albuma Taste the Sin. Nadaljevanje večera pa je prineslo sprehod po novo izdanem že 8. studijskem albumu Spomenik, s katerim so se poklonili slovenskim skupinam 80. in 90. let, ki so vplivale na njihov glasbeni razvoj. V tem delu sta se bendu na odru pridružila tudi gosta za albuma Aleš Pelhan in Franci Tominšek. Spomenik je plata, ker so metal stil tako po svoje na nek način zaokrožili to sceno, kakor so jo oni videli takrat in so jo videli dobro. Naredili so dober izdelek, produkcijsko dober, dobre hoste so zbrali. In mislim, da je ena taka plošča, ki bi lahko posrkala tudi kakšnega, ker ni toliko v tej sceni, no. Tako da je super, ne. Zame osebno, pa ne zdaj, to ni zdaj rubrika lezenje v rit. Mislim, da zame osebno so vsi komadi bolj šli, kakor originali. Ponosen sem pa, da so vzeli 2 moja komada. To meni action, pa moram naprej. Nato pa se je zasedbi na odru pridružil še njihov prvi pevec Aleks Škofljanec in poslušalce s komadoma Topla je smrt in Novi svet zapeljal nazaj v same začetke, ko je nastala tudi neuradna himna benda Novi svet, ki še danes velja za klasiko na slovenski rock in metal sceni. V 20 letih, kar smo mi začeli igrati, se scena toliko spremenila, da se praktično ne da več primerjati s tistimi cajti, v katerih smo mi začeli. Mislim, da vsak band, ki zdrži čez te spremembe in ki igra toliko časa in pripelje še vedno toliko folka, razproda tako dvorano, si zasluži samo poklon in kapo dol. Da pa se za prihodnost te glasbene zvrsti v Sloveniji kljub morda drugačnim časom ni bati, je pokazal še posebni gost, mladenič Svit, ki se je zasedbi svojo kitaro pridružil prav pri komadu Novi svet. Ja, to je pa velik up za naslednje generacije heavy metalcev. Spoznali smo ga na enem od naših špilov, v bistvu v Ljubljani, in bomo pomagali, tako kot so nam starejši bendi takrat pomagali, bomo tudi mi mlajši, ker to je nekako poanta te subkulture. Ob koncu večera se je skupini na odru pridružil še en gost z zadnjega albuma, vrhunski vokalist Jan Leščanec za skladbi Moram naprej in The End of the World. Metal stil v prvi vrsti so institucija slovenskega heavy metala, v drugi vrsti so pa kralji in kraljica slovenskega heavy metala. Če so Medvode kraljevina, so oni kralji in kraljica obenem. Jaz sem bil zelo počaščen, ko so me povabili k sodelovanju. Spomenik nekako zajema tisto bistvo slovenskega metala, in lahko rečem samo kapo dol fantom in dekletu, da so se spravili v ta projekt. To je zelo obširen projekt bil in počaščen sem, da sem bil zraven. Za dvig temperature pred vrhuncem so nato poskrbele plesavke Glam Squad Burlesk. Medvoški Metal Fest, lahko rečemo, pa so metal stili zaključili s še 2 hitoma iz svojega železnega repertoarja: Heavy Metal is Our Religion in This is Your Revelation. Na veliko stvareh ste bili prvi v Sloveniji. Kaj bo naslednja prva stvar, kaj boste naredili? To bo pa Rok povedal. Ja, ne vem, še to sprot pride. Dejansko je on idejni vodja vsega. Pač on razmišlja in pol pride na plan z idejo. Ja, se nekako tako sprot pridejo ideje, ampak ja, zdaj v bistvu po tolikih letih nas žene to, da smo nekako inovativni, pa da se zmer nekaj novega zmislimo, da smo nekako, kot si rekel, da orjemo ledino. Mogoče je čas za best of.
To še nimamo. 20-letnico prvega albuma so kot rečeno zaznamovali z izdajo vinilne plošče albuma Spomenik, po koncertni večer pa se je prevesil prijetno druženje članov zasedbe s svojimi podporniki ob fotografiranju in podpisovanju vinilk ter deljenju dobrih želja za nadaljevanje njihove izjemne glasbene poti. Metal Steel so sigurno v tem trenutku najboljši heavy metal band v Sloveniji. Mogoče se bo smešno slišal. Jaz imam en kup komadov, če bi imel jaz denar, jaz bi šel v studio pa naredil plato z njimi, ampak samo moji komadi. Ampak žal, če bom zadev loto, si upam trditi, da naredim evropski band. Želim definitivno še veliko inspiriranih albumov, še čim več časa, da uživajo v tem, kar počnejo še čim dlje časa in da jih folk še naprej podpira in da se imajo fino še naprej. So moji dobri prijatelji, moram poudariti še enkrat, res se dobro razumemo in upam, da bomo še kaj sodelovali. Ali jaz z njimi, ali pa oni z mano. Minimalno 25 let, glede na to, da so zelo mladi začeli, mislim, da jim bo uspel. Tako da na naslednjih 25 let, pa da se vidimo na istem odru in to je to. Metal Steel so tudi letošnji občinski nagrajenci, dobitniki plakete Jakoba Aljaža. Na tokratni seji občinskega sveta pa je bila imenovana tudi nova sestava komisije za priznanja, v kateri sta tudi dva naša sodelavca. Ne le od komisije, ampak tudi od nas občanov pa je odvisno, kakšno delo bo ta imela. Nagrajence predlagamo namreč mi, komisija pa v preceni, ali naš predlog ustreza pričakovanjem pravilnika ali ne. Preteklo soboto so Stari grad prevzele čarovnice, čarovniki in druge strašne pojave, ki pridejo na plano v tem delu leta. Ob sončnem vremenu se je zbrala nepregledna množica otrok in staršev, ki so popoldne izkoristili za izrezovanje buč in druženje. Organizatorji so letos poskrbeli, da je bilo dogajanje zares pestro. Noč čarovnice sicer praznuje 31. oktobra, vendar so otroci Stari grad okupirali že nekaj dni prej. Številne čarovnice, vampiri in okostnjaki so starši prišli v Smlednik in sobotno popoldne preživeli v domišljijskem svetu. Super zadovoljna glede na to, kakšna je vremenska napoved bila, pa kako se je ob dveh že začelo deževati, je tole super, ja. Kaj vse ste danes pripravili, kar nekaj stvari se dogaja? Ja, veliko programov za otroke, poslikava obraz, kostanji, buče, gledališka predstava, tako da upam, da bojo uživali. Takale organizacija pa verjetno zahteva nekaj priprave. Koliko časa se pripravljate? Ja, kakšen teden je bilo pač dela, ampak turistično društvo Smlednik je stopilo skupaj in vsak je prispeval nekaj, tako da smo hitro vse skupaj spravili. Noč čarovnic velja za izrazito ameriški praznik, a pogled v zgodovino pokaže, da gre za star keltski običaj. Kljub temu pa danes Američani za noč čarovnic potrošijo približno $6 milijard, saj je to pri njih drugi največji praznik. Na Irskem, v Kanadi in ZDA se odrasli in otroci veselijo tega praznika, saj je to čas zabave, iger in norči. Zadnje leta pa se vse bolj praznuje tudi v Sloveniji s številnimi dogodki, kot je bil ta na Starem gradu. Izrezovanje buč in zbiranje najboljših mask je potekalo celo popoldne. Če bi imela svojo palco, pa če bi dovolili, bi jaz ga začarala, ampak tako da ne smem. Sem pa prišla tudi izrezovati buče pa po nagrado za najboljši kostum. Kaj pa ti? Kaj se danes tukaj dogaja? Kaj ti je najbolj všeč? Rezovanje buč. Najprej sem izrezala, da sem lahko dala to ven, pol pa zdajle z roko dajem ven te semena, pol bom pa zvezde oči. Kostko Živjo, povej, kdo te je danes pripeljal sem na Stari grad? Mami. Aha. In kaj delaš? Ali strašiš ljudi ali izrezuješ buče? Oboje. A praznuješ noč čarovnic doma? Ja. Kaj pa počneš potem? Potem gremo do hiše in sladkarije. Danes sem izvedela, da bo taka zabava halloweenska, pa mi je bilo ful zanimivo, pa smo prišli sem. In v kaj si se oblekla tole? Vampira čarovnica nekako. Povej, a doma praznujete noč čarovnic? Praznujemo. Kako pa to praznujete? Izrezujemo buče, strašimo se, hodimo po sladkarije.
A pa res verjameš, da na noč čarovnic priletijo čarovnice? Ne, mal pa je. Povejte, kako to, da ste danes prišli sem na nagrad, kdo vas je pripeljal? Pripeljali so me v bistvu otroci, drugače so mi pa želani, nam je bilo ful všeč in smo se to svrnili. To je enostavno. In kako to, da praznujete noč čarovnice, eno je to ameriški praznik? V bistvu ni čist, ne, ampak pustimo zdaj to, drugače pa ja, spet zaradi otrok, ki so pač z vrtca že upeljani zdaj v to, tako da pač sledimo trendu, kako že. V kaj pa so se oblekli otroci? Neki pajki, čarovnice, okostnjaki, tako. Po končanem ustvarjalnem delu se je otrokom pridružila še čarovnica Matilda, ki je poskrbela za začaran gozd in je skozi predstavo otroke naučila čaranja in letenja na metli. Občan, ki je v Zgornjih Piničah zbil srno, je na policijo prijavil poškodbo vozila. Srna je po trku pobegnila, ker je bila na vozilu manjša škoda, pa so policisti odstopili od ogleda. Manjša prometna nesreča se je zgodila tudi na krožišču na Klancu, nesreča s poškodbo udeležencev pa se je zgodila na Jeprci. Medvoški policisti so do prihoda nujne medicinske pomoči zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč poškodovanim, zatem pa so postopek ogleda prevzeli policisti prometne postaje Ljubljana. Občan iz Moš je na policiji naznanil zlorabo bančne kartice v višini 950 evrov. Dejanje se je zgodilo na območju Francije. Policisti pa zdaj zbirajo dodatne informacije. Podjetje za varovanje je policijo obvestilo, da je prišlo do vloma v varovani objekt. Lastnik objekta je bil odsoten, zato je varnostna služba do njegove vrnitve objekt varovala. Po prihodu pa so policisti z oškodovancem opravili ogled dejanja. Ugotovili so, da storilec iz objekta ni odtujil ničesar. Tudi vlomilec, ki je vdrl v hišo v Preski, je ostal praznih rok, pri poskusu pa je ostal tudi vlom v hišo v Zavrhu. Pri kontroli prometa v Medvodah so policisti odkrili močno pijanega voznika, ki so mu odvzeli vozniško in pridržali do iztreznitve. Policiste so skupaj z gasilci prostovoljnega gasilskega društva Preska Medvode poklicali na pomoč, ko je zagorelo v stanovanjskem objektu v Preski. Gasilci so požar pogasili in policistom omogočili ogled. Ti so ugotovili, da je prišlo do napake na električnem grelcu in posledično do samoožiga. Tujo krivdo za požar so izključili. V zimskem obdobju imajo vlomilci veliko več priložnosti za vlom v stanovanjske objekte, saj s pozornim opazovanjem hitro ugotovijo, kdaj je hiša prazna. Obenem pa v zavetju teme in ker je zunaj manj sprehajalcev, lažje izvršijo svoje dejanja. Zato bodite zelo pozorni in zlikovcem nikar ne olajšate dela. V preteklem tednu so sicer 3-krat ostali praznih rok, ampak previdnost je mati modrosti. Zavarujte svoje premoženje, ne pozabite zaklepati stanovanj in bodite pozorni tudi na dogajanje pri sosedih. Obvestila medvoških policistov pa najdete tudi na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Pa smo prišli do konca prve novembrske informativne oddaje. Upamo, da ste nekje na toplem in suhem in ne pogledujete s strahom, kako visoki so vodotoki in kako stabilna je zemljina v okolici vaših domov. Ostanite varni in se vidimo čez teden dni. Nasvidenje.